Čas obeh vojenj v prvi polovici 20. stoletja je močno zaznamoval dogajanje v Posočju. Tudi v občini Tolmin pa pustil številne objekte, ki so sestavni del bogate zgodovinske dediščine tukajšnjega okolja. Eden takšnih je nemška kostnica ob reki Soči, ki bo obiskovalce letos dočakala v osveženi podobi. Občina Tolmin se je njene obnove lotila v okviru projekta Walk of Peace, s katerim se je Posoški razvojni center kot vodilni partner uvrstil med projekte programov Interreg Italija Slovenija. Očiščeno je bilo pročelje in kamnito obzidje, zamenjana streha, sanirano leseno ostrešje in nekateri deli v notranjosti ter urejeno prezračevanje. Ena največjih pridobitev kapele pa je elektrika. Obnova nemške kostnice pomeni drugo fazo projekta Walk of Peace. V letu 2019 je bila v Javorci izvedena sanacija dostopne poti, prav tako je bila tam zamenjana streha. No, v letu 2020 pa se občina Tolmin v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom v okviru istega projekta loteva obnove nemške kostnice. V mesecu maju oziroma že v koncu meseca aprila bo urejena okolica nemške kostnice, prav tako bo zamenjana streha, dotrajan in nekoliko umazan zid bo počiščen, tako da bo kostnica dobila novo, lepšo podobo. Na ta način občina želi seveda v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom dati tej dediščini prve svetovne vojne nek dodaten zagon za v prihodnje, tako da bi lahko rekli, da bo skupaj z Javorco in pokopališčem na Ločah tudi nemška kostnica tvorila nekakšen trio teh zares pomembnih ostalin prve svetovne vojne, kateremu želi seveda tudi občina Tolmin dati nekoliko večjo veljavo. Nemško kostnico, ki ima za tolminsko visoko zgodovinsko vrednost, si bo v prvi polovici junija ogledal tudi nemški veleposlanik v Sloveniji Klaus Riedl. Ob tem pa bo Tolminski muzej odprl tudi razstavo Nemški sakralni pomniki prve svetovne vojne, na kateri bodo v sodelovanju s profesorjem arhitekture Morenom Bačiketom predstavljeni tudi podobni objekti, ki so bili v istem času zgrajeni v Italiji.